Za nogometaši v drugi državni ligi je že 23. krog in prav v tem krogu je v Slovenski Bistrici gostovala favorizirana ekipa Gorice. Več kot 350 gledalcev je imelo na veliko soboto kaj videti. Doseženih je bilo 6 lepih golov. Nažalost domačih navijačev pa 5 kar v mreži domače ekipe za visoko zmago Gorice z 1:5. Z visoko zmago pa si je Gorica še povečala apetite po vrnitvi v prvoligaško konkurenco. Najlepši gol na tekmi pa je dosegel kreativni organizator igre gostov Luka Baruca. Prišli smo tukaj, da zmagamo, cilj nam je uspel, stali smo dobro, imeli dosti priložnosti, še bi jih lahko izkoristili, ampak večino smo jih in tako samo naprej. Bistričani so v 5 tekmah nadaljevanja prvenstvenih obračunov prejeli kar 11 golov, od tega na domači zelenici 8 v 2 tekmah. Trener Goran Stanković, ki se je podpisal že pod imenitne zmage bistriškega drugoligaša, tokrat ni uspel nadgraditi zmage z 2:0 z Ilirijo Ljubljani, ko je prvič po dolgem času ponovno vodil ekipo izpod Pohorja. Zelo spremenjena zasedba igralcev bistriškega moštva je tokrat morala priznati premoč v tem trenutku boljši ekipi Gorice. Mislim, da vsem tem golom smo botrovali sami sebi. Realno pa tudi v polju je bila Gorica veliko boljši nasprotnik. Pač danes ni bil naš dan in Gorica je zasluženo zmagala in lahko samo čestitamo. Prvo priložnost za spremembo začetnih 0:0 je v 9. minuti tekme zamudil domači kapetan Jaša Martinčič. Primorci v sinje modri dresi so povedli v 30. minuti, ko je mrežo vratarja Deronje zatresel nekdanji član Olimpije Haris Kadrić. To je bil tudi njegov prvi gol v dresu vrtnic. Še pred koncem polčasa v 41. minuti je vodstvo gostov povišal Luka Marjanac. V 44. minuti pa je gol za domače z bele točke dosegel Nenad Adžibaba, svoj čas tudi član mladinske reprezentance Srbije. Po prvih 45 minutah so nogometaši Gorice vodili z 1:2. Tudi drugi del igre je pripadel varovancem trenerja Mirana Srebrniča, ki so dobro igro kronali s 3. zadetkom v 73. minuti, za 1:3 je iz prostega strela povišal zelo razigrani Luka Baruca. Zmaga je bila super, gol je samo nagrada tega, kar dela ekipa in jaz sem zelo presrečen za moj zadetek in še bolj za zmago ekipe. V 77. minuti je sodnik Denis Halilović dosodil najstrožjo kazen tudi za goste. Z 11 metrovke je v polno zadev Dragan Brkić. Visoko zmago Gorice pa je v Slovenski Bistrici potrdil Maj Blažič in to v 90. minuti tekme. Varovanci trenerja Gorana Stankovića so torej doživeli visok poraz in to proti tekmecu, ki je bil tokrat boljši v vseh prvinah nogometne igre. Vsaka tekma je neka nova zgodba. Verjamem, da so dali vse od sebe, ampak kar je bilo neke usmerjenosti, pa se tega nismo držali. Domača obrambna vrsta na čelo z Rokom Rozmanom, ki je bil v 30. minute naprej tudi kapetan ekipe, zaradi odhoda iz igre Jaše Martinčiča poškodba, je bila v tem srečanju na veliki preizkušnji v vseh 90 minutah igre. Gorica je pokazala svojo individualno kvaliteto, pač res so boljši, moramo jim priznati, da so bili boljši danes od nas. Sicer smo tudi dobili nepotrebne gole, ampak to je nogomet. Pač boljši so bili, samo to lahko rečemo, ne moramo druge. Je bila tista priložnost pri 1:2, da bi lahko izenačili? Pa ziher je bila kakšna priložnost, tudi tam, mislim, da pri 3. golu je Ante imel moj gol, Mambrano je kontra gol. Pač to je nogomet. Poraz z všečno Gorico bodo morali nogometaši in strokovno vodstvo KTM Impol Bistrice kar se da hitro odmisliti, kajti prvenstvo se nadaljuje z ustaljenim urnikom. Ta pa že v naslednjih 14 dneh prinaša 2 sila zanimivi srečanji. Najprej v gosteh Fužinar v Ravnah na Koroškem in Primorje v športnem parku v Slovenski Bistrici.